dober dan, gošči. Stik, Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško ter kulturno društvo Galerije Maleša skupaj s študijskim krožkom Ženske v sodelovanju s socialno akademijo prirejamo ta današnji dogodek in otvoritev razstave z naslovom Ženske. Naša tokratna gostja sta lepo pozdravljena gospa Travica Maleš in gospod Jožef Muhovič. Gospa Travica Maleš, danes gostujemo v tej vaši galeriji. Ste hčerka, slikarja in grafika Miha Maleša. Povejte iskreno nam, med iskrenimi ljudmi, vaši spomini na očeta, kako se ga spomnite, kakšne iskrice, kakšnih skupnih dogodkov? Ja, rodila sem se v Tivoliju pri Ljubljani, pravzaprav okolici je zelo podobni, kot zdaj tukaj živimo. In zato sem začela ponavljati svoje življenje. Ker mi smo zunaj v sred parka, je bila hiša zraven Tivolskega gradu. Oče je bil doma, mama je hodila v službo in on se je velikrat hecal in rekel, ja, mama je za to, da kruh služi, jaz sem pa tako za kakšno potico zraven. Ne. Tako zoreti, ne? Ja, pa so vsinami, ne. Tako da v bistvu je gospodinstvo on vodil, ne. Mislim, ko sem bila majhna, sem jaz v šolo hodila, je on bil doma. Imel je pa seveda, ni bila to je bila njegova služba. On se je to redno držal, zjutraj je vsak dan 3-4 ure slikal, na tistem štafalaju tamle, kaj je zdaj tistale Julija, Primicova gor, tam gor si je on ponavadi platno pripravil, pa ga je grundiral, pol naslednji dan je skeciral in potem je pa pač dokončal v 2-3 dneh je bilo oljna slika, če je oljnate slike delal. Tudi pri grafikah sem ga lahko marsikaj spremljala, posebno pri monotipijah, tukaj le vidite, tle za nami, to so monotipije, ne. To je vse delal doma. Naslikal na ploščo, odtisnil, dal sušit. To je bilo eno dnevo narejeno, ne. Kako pa je potekal njegov urnik? Točno določeno zjutraj, dopoldne? Ja, zjutraj delal je tako, po 7 uri začel delati, je bil na 3-4 ure ateljeju, potem je šel pa običajno v mesto, na trg je šel, je kupil redkovce, je kupil gobe, vse take stvari. Zato je skrbel, ne. Pa je on skuhal kosilo. In ste imela kakšne skupne navade, običaje, kakšne skrivnosti pred materjo kot hčerka in oče? To pa skoraj ne bi rekla. Mi nismo imeli nobenih skrivnosti doma. To pa ne bi rekla, da smo se... Mislim, da je bila zelo odkrita familija. Iskrena, odprta. Ja, iskrena, odprta familija. Ja. Imate mogoče, se spomnite na kakšen predmet, ki ga je povezoval skozi različne dejavnosti, ki ga mogoče s kakšnim predmetom povezali? Vem, da se je v mladih letih tudi smučal po Tivoliju, sva se skupaj hodila smučati, sva se s kolesom vozila skupaj, ampak kakšnega tazga manjšega predmeta se pa ne bi spomnila. Lepi spomini. Z nami je tudi dr. Jožef Muhovič in tako kot gospa Travica v svoji galeriji podpira mlade in neznane umetnike, jim daje prostor in predvsem podporo, da lahko ustvarjajo, da lahko dihajo, da lahko živijo svojo umetnost. Tako tudi dr. Jožef Muhovič, ki je slikar, grafik, ravno tako kot Miha Maleš, je likovni teoretik in publicist in kot redni profesor zdaj vzgaja mlade likovnike na Akademiji v Ljubljani. Pa povejte, gospod Muhovič, kako bi vi predstavili Miha Maleša, slikar, umetnik?
Kako ga vidite? Jaz Miha Maleša nisem nikoli srečal v živo, sem ga pa srečal v mojem drugem letniku akademije, ko je bila leta 1974 ena velika pregledna razstava v Moderni galeriji. Moram reči, da nam je bil tam Miha Maleš po svoje fascinanten, svojo linearno virtuoznostjo. V dobršni meri nam je bil pa tudi zelo tuj, ker smo bili mi še zelo daleč od tega, da bi mu lahko sledili iz lastnega izkustva. Še leta je bilo potrebno za to. Kot veste, tudi Miha Maleš, kljub temu, da je bil z akademijskimi učitelji tako rekoč kolega, potem verjetno iz ideoloških razlogov ni bil zelo blizu naše akademije, čeprav sem našel en njegov avtoportret iz leta 1938 tudi v naši lasti in je bil nekaj časa obešen v zbornici. No, jaz bi rekel, da je, torej, ker nisem umetnostni zgodovinar, se vam ni treba bati, da bi Maleša zabetoniral v kakšne letnice, ampak mu bom raje sledil kot slikar. Če ga jaz gledam, seveda, tega velikega, izjemnega opusa, ki ga je napravil, nikoli ne moreš pregledati dovolj. A ne? Monografij tudi ni toliko, da bi se lahko prosto sprehajal. Ampak iz tistega, kar sem jaz videl, lahko rečem, da je Maleš eden najbolj svetovljanskih slovenskih umetnikov. Jaz bi mu na nek način to, na podlagi tega, kar jaz o slovenskih slikarjih mislim, rekel, da je bil zelo neslovenski slikar. Igriv, rad je eksperimentiral, strašno plodovit je bil, grozno vsestranski, tako da če njegovo delo pogleda, se šele prvič zaveš, kako široko področje je področje likovne ustvarjalnosti. Jaz sem si tukaj samo nekaj stvari zapisal, slikar, kipar, grafik, freskant, monotipist, keramik, ilustrator, oblikovalec, bibliofil, urednik prvega slovenskega umetnostnega časopisa, na to radi pozabljamo. Moji študenti nič ne vejo, da je bilo pred sintezo ali pa pred likovnimi besedami že kaj v Sloveniji in da mu je uspelo narediti v grozno težkih časih 9 polnih letnikov te revije, ki je izhajala mesečno. To se meni zdi strašen podvig. Glede na to, da je moral seveda vse sam voditi, pridobivati tekste naprej, jih čakati od kolegov. No, sam je v svojem življenjepisu popisal približno prvih 20 let. Ne? In tam je na nek način navedel tudi njegove slovenske umetniške vzornike pri 20 letih. In je našel, če date naprej. No, tukaj si bomo lahko zdaj pogledali še kaj. Tale zadeva, mislim, da je plakat, ki je bil za eno razstavo v Kamniški galeriji. Ampak se mi zdi, da je tako dober, ker Maleša na nek način v njegovi slikarski notranjosti kaže na tale način. Kot človeka, ki ga zanima zunanji svet in ga orisuje. Lahko bi rekli, da je tole en avtoportret od spodaj. In potem ena taka prefinjena, poetična duša, ki se ne odpira samo v zunanje svetove, ampak tudi v tiste, ki so od znotraj in v tiste, ki prehajajo stvarni svet. Vse to se v njem pokriva v enem. Mogoče je tukaj to najbolj lepo napravljeno. Mislim, da Maleš ni bil slovenski slikar v tem smislu, če zdaj tako narekovajo, rečem, zadrtosti. Vidi se, da je delal z lahkoto, ne glede na to, da se je bilo treba za vsako zadevo pripravljati. Ne, sej, recimo, da narediš en leso, res moraš ti veliko risbic napraviti, veliko dela je s tem, da narediš negativ in take stvari. Ampak vse tisto, kar je na koncu ostalo kot rezultat, je bilo sveže. Ni bilo velikih popravljanj, ker je bila zadeva od začetka dobro zamišljena. No, če še naprej. Mislim, da je to eden takih mlajših avtoportretov iz Prage še. Zelo tak, kot vidite, dramatičen, to, kar je bilo takrat na nek način v modi.
tole je kasnejši naprej. Tale je že bolj takšen, kako bi rekel, bolj zrel, tudi druga tehnika je ksilogravura namesto lesoreza, a ne? Tukaj je pa sploh, če v taki slikarski polnosti. Ker vidite, da se mi zdi, da je tako brezkompromisna slika. Ni bilo veliko popravkov. Ko se je odločil, je napravil in tisto, kar je napravil, je potem tudi obstavil. To je, mislim, da je tole 28, a ne? Tole pa še ena lepa potem iz kasnejših let naprej. Tole nisem mogel najti, katera letnica je, ampak vidi se, da je že tako v zrelih letih. Ja. No, ko sem prej govoril o teh slovenskih vzornikih, ki jih je on sam imenoval, je imenoval tele 3, Maksim Gaspari, Fran Tratnik, pa Ivan Vaupotič. Se veste, ta prvi nam je znan po narodopisnih motivih, po folklornosti, ki je na nek način v Maleševem delu potem tudi prišla do izraza, vendar nikoli na tak gasparijevski način. Ja, še naprej. To je Fran Tratnik s svojimi fantastičnimi risbami, recimo ekspresivna socialna figuralika. Te ekspresivnosti je v Maleševem delu tudi veliko, ampak nobenih takih dejanskih usporednic ne moramo najti. Še naprej. Vaupotič s to svojo ilustratorsko noto, ki je bilo pa v Malešu tudi prav veliko. Ampak nikoli, veste, pri Malešu ilustrativnost, torej nikoli ni nastopila ilustrativnost, ampak vedno samo ilustracije. Če razumemo ilustrativnost kot ponazarjanje nečesa. Veste, lahko bi kakšen Prešernov vers bi lahko na asociativni način podal. Ampak tega nikoli ni delal. Vedno je šel čez to, kar je bilo, kako bi rekel, v tej pesniški podstati. Nikoli se ni, če pesnik piše o vodnjaku, ni nujno, da je vodnjak tam na lesorezu. Ampak tema. No, potem bi pa jaz rekel, da ima Maleš nekaj tujih vzornikov, ki jih v besedah ni nikoli omenil, njegova dela jih pa prav lepo kažejo. No, zanimivo je tole, dajte naprej, Marc Chagall, še eno dajte naprej. Ko sem jaz tole videl na reprodukciji pri Malešu, sem rekel, to je pa čisti Chagall. In zanimivo je bilo, potem sem pa včeraj hotel najti nekaj, kar bi bilo pri Chagallu čisto podobno. In sem veliko stvari pogledal, pa nisem mogel najti nič podobnega. Ampak efekt Chagallovstva je tukaj noter tako močen, ne da bi mu bilo treba Chagalla sploh posnemati. Dajte eno nazaj. No, to je recimo tisto, kar sem jaz tako našel po hudem pregledovanju. To pomeni, ni bilo neposredne oblikovne analogije, ampak, kako bi rekel, Chagallovski duh je bil v tele Maleševi monotipiji nekje naslednji. Še dajte naprej. Ja, recimo tole tudi. Potem Henri Matisse. Če bi Maleš dalj časa živel, ali pa sploh živel samo v Parizu, on je bil že totalno na pisti modernega francoskega slikarstva. École de Paris bi bila gotovo njegova šola, če bi bil tam. Ker je imel vse take nastavke. Vidite, Španci, Francozi so takšni, ki jim je redko kateri Slovenec kos. Odprti so, veliko si upajo, veliko znajo eksperimentirati, niso dlakocepski. No in Maleš se mi zdi, da sem s temi atributi povedal, kako bi rekel, njegov likovni profil. On je bil takšen. Boste videli, recimo tole je natisal akt, zdaj pa pogledamo še Maleša. Ni do te mere izčiščen kot Matisse, ampak gre točno v to smer. Če ga ne bi, recimo, slovenske okoliščine malo navzdol tiščale, bi
so po moje zelo razžive na zdravje. Pa še malo jih dajte naprej. Recimo, tole je en Matisov akt. Mene tole spominja na našo pevko, ki je na začetku zapela. Z enim samim glasom, brez vsake spremljave. Nekaj čistega je šlo po zraku, tako kot so tole totalne, neobhodne, čiste linije in ravno dovolj jih je, da praktično ne potrebujemo nič več. No, še naprej. Tole je recimo tudi še Matisovo delo, en probni odtis, kot vidite. No, zdaj pa še naprej, pa bomo malo še videli. Sej ne moremo reči, da je tole analogija totalna, ampak velika analogija pa je. To pomeni, način likovnega mišljenja je bil, kako bi rekel, bolj na kožo pisan Francozom, pa tej zahodni umetnosti, kot temu, kar se je v Sloveniji dogajalo. Tisti čas še naprej. No, to je ena iz tega cikla. Recimo tole. Grozno lepa jedkanca, ki pa nastala po moje iz skiciranja, ko je sedel v kakšni kavarni. Ali pa še tole, dajte naprej. Ta se mi zdi litografija prav fantastična po svoje učinkovitosti in po svoje enostavnosti. Mogoče, če si jo malo gledate, boste videli, kaj je tukaj slikar napravil. Poglejte si papir znotraj dekličinega hrbta in papir izven njega. A se kaj razlikujeta? To je isti papir. Ampak pomen je pa tako grozno različen. Če malo priprete oči, boste videli, kako je tale dekličin hrbet. V resnici ga imate pred seboj tako, da bi ga kar malo pobožali, če bi lahko šli preko. In kako je to slikar napravil? Nobenega modeliranja od znotraj ni bilo. Ampak samo to, da je litografsko kredo držal tako, da je delala oster rob navzven in ne oster rob navznotraj. Samo na konturah je bilo malo senčenja. Ampak cela zadeva je nabreknila v tako plastično zadevo, da si jo v resnici lahko predstavljate. Glava je popolnoma tako kot krogle, čeprav je vse ploskovito. To pomeni izjemno obvladanje materije. Ker tukaj pri litografiji, ko ti potegneš, se v resnici ne smeš nič zmotiti. Takoj, ko se zmotiš, če bi hotel imeti takšno čistost, moraš začeti na novo. Take koncentracije pa redko kdo sposoben. In kot vidimo, je umetnost tista, ki išče nekako pot k resnici in samo resnično spoznavamo v tem skozi odnos do nje. Kaj vi kot hčerka, mogoče se spomnite, oče je, kot smo slišali, je imel določene vzornike, ampak je bil vaš oče vam vzornik, vam je bil prijatelj, vam je pomagal mogoče na vaši poti, ko ste se odločili za nadaljno življenje, kariero. Ste želeli biti takšni kot oče? Težko vprašanje. Ja, gotovo mi je bil ideal, ampak da bi mi pa, ali pa da mi je bil vzornik, ampak da bi si pa želela tako pot, to si pa sploh zamišljala, nisem, da bi bila sposobna kaj takega videti. Ste mu pri njegovom ustvarjanju tudi kdaj pomagali? Ne, ki jih pomagala mu nisem, sem pa velikrat, recimo, da sem delala družbo, ker sva bila skupaj v ateljeju. Sam to ni pomoč, on je delal tiste jedkance, ko je delal. Sem jaz lahko potem mehurčke dol s čopičem spravila, ker sem tam še otroka, ne, to ni bilo. Ampak verjetno, da sem upla pa za družbo, pa tudi, ne, sej. Pa tudi, če se mogoče spomnite, on je slikal portrete žensk, deklic, pa tudi te različne religiozne, folklorne motive. Kakšen je imel vaš oče odnos do
same religije, do vere. Je bil veren, se ga spomnite, kot ste skupaj zahajali v cerkev, mogoče spomini iz tega? Ja, mogoče, da smo šli, mi nismo hodili vsak teden k maši, ampak za Veliko noč pa za Božič smo hodili k maši, ne? In on je zelo spoštoval vse cerkvene predpise. Jaz spomnim, ko je bil postni čas, se tega silno strogo držal, ne? Jaz sem bila še otrok, jaz bi lahko tudi kakšno neumnost naredila, ampak to je bila disciplina, bila pa pri nas kar taka. Drugače pa on izjemno spoštoval vso našo cerkveno dediščino, tudi dobro, jaz sem bila Ljubljančanka, ne, in sem se poročila tukaj na Štajerskem, se dobro spomnim, ko sem ga enkrat peljala, sva šla na Svetino, jaz sem bila tam prvič, nisem vedela, da je on kdaj bil tam na Svetini in mi je povedal, kdo je delal križev pot, kdo je to sliko naredil, kdo je ono, on je vse vedel. Ja, kot beremo, je bil pobudnik skupine slikarjev, ki si je nadela ime 4. generacija. Stalno je v ljudeh iskal dobro, njih spodbujal na tej njihovi poti. Pa mogoče, rekli ste, da je vaša mati skrbela za finančno plat, vaša družina, on je skrbel za potičko, ampak mogoče se spomnite tudi, kako je spodbujal mati, vaša mater pri tem, da je bila srečna, da je dela, kot vem, je bila umetnostna zgodovinarka tudi ona? Ja, ampak ona je delala v biblioteki. Ko so se pogovarjala, sta se dopolnjevala? Ja, sta se, ker njo je zelo zanimalo vse, kar dela in kako bi rekla. In je kot umetnostni zgodovinar, ki moral poročati, pa ga je ona umestila v obdobje? Ne. To bi pa težko rekla. Ampak, ko ste zahajali, se mogoče spomnite kakšnega posebnega dogodka, ko ste bili skupaj kot družina? Ja, recimo, hodili smo veliko ob nedeljah, smo hodili, za nas je bil celodnevni izlet, da smo se spravili na Šmarno goro, da smo se spravili na Katarino, ne, ker ti si šel praktično peš iz Ljubljane 6 km ali pa 10 km do vznožja Šmarne gore, pa gor pa nazaj, pa smo si nesli z malco sabo, ne. Rad je hodil v hribe tudi, oba dva pravzaprav, ne. In kaj je najraje vzel v roke, kakšno knjigo posebno? Ja, lirične pesmi so mu bile zelo blizu. On je že tako Prešerna mu je bil zelo blizu, so ga tudi recimo v družbah, so ga recitirali, kadar je hodil v kavarno, je pravil, da so se prav tekmovali med sabo kolegi, kdo več na pamet zna, ne. Potem Gradnik mu je bil zelo blizu, sta bila tudi osebna prijatelja, z Župančičem so bili prijatelji, on je tudi ilustriral marsikero stvar. Tako da lirične stvari so mu bile bližje kot pa kakšne, ne vem, vojni romani ali pa kriminalni romani ali kaj takega, ne. No, in če nadaljujemo, za nami je eno izmed del, za katerega sem prebrala, da je bilo Maleševo najljubše in da je od vseh prestolnic zelo rad zahajal v Pariz, pa v Benetke. Pa mogoče, gospod Jože, na tej fotografiji je veliko simbolov, veliko barve, veliko igrivosti. Jaz sem tole knjigo prinesel s sabo in prav grdo bi bilo, da iz nje ne bi prebral to, kar sem si zaznamoval s temle listkom. Tale odlomek je iz enega spisa, ki ga je napisal slikar Henri Matisse, o katerem smo prej malo govorili, leta 1908. No, več kot 100 let je že od takrat, zadeva se bere tako, kot bi bila napisana predvčerajšnjim. Mislim, da tale odlomek
zelo veliko pove o, kako bi rekel, temeljni ustvarjalni podstati Mihe Maleša. Pa se bomo potem na to in še druge primere lahko vrnili nazaj. No, tale spis ima naslov Slikarjevi zapiski, čisto preprosto. In en odlomek noter gre takole. Zame je vse v koncepciji. Zato moram imeti že na samem začetku jasno vizijo celote. Lahko bi navedel velikega kiparja, ki ustvarja čudovite kipe. Toda zanj je kompozicija samo grupirani kosov. In rezultat je zmeda v izrazu. Nasprotno pa pogledajte Cézannovo sliko. V njej je vse tako dobro urejeno, da s katerekoli razdalje in ne glede na število oseb, jasno ločite telesa in veste, k kateremu spada ta ali oni ud. Če je v sliki veliko reda in veliko jasnosti, to pomeni, da sta ta red in ta jasnost obstajajo v slikarjevem duhu že od samega začetka in da se je slikar zavedal njune pomembnosti. Mislim, da je tale odlomek tisti, ki opisuje Maleša. Jaz ga vedno doživljam, ko gledam njegova dela, kot da je imel jasno vizijo celote vnaprej. Zato se mu nič ni podrlo, nobene zmede ni, tudi tukaj lahko vidite, ne glede na to, da je recimo nekaj prizora nad gladino in nekaj pod gladino, pa ta prehod popolnoma nič ne zmoti figur. Z lahkoto jih prepoznamo, vemo, kakšne so, katere spadajo skupaj, katere spadajo narazne. In še nekaj pravi Matisse v tem odlomku, na nekem drugem mestu reče takole. Vse, kar v sliki ni pomembno, je škodljivo, ker po nepotrebnem zavzema del gledalčeve pozornosti. No, jaz mislim, da je Maleš slikar takega tipa, ki se izogiblje vsake odvečnosti. Kljub temu, da ima lahko veliko dražljajev na sliki, ampak noben dražljaj ni take sorte, da bi odjedal pozornost tistim oblikam, ki so glavne. To pomeni, da zna narediti med oblikami izjemno hierarhijo, tako kot vidite tukaj. Gondola s prednjim koncem, ribe, ki plavajo v vodi, veduta, ki je od zadaj, absolutno so potrebne, ampak nikoli ne zavzamejo niti trohice pozornosti tema dvema figurama, ki ste ta glavni in ki v resnici prepovedujete to celoto, ker je drugo vse samo za mizansceno, za okolje. Mogoče date še eno naprej. Ja, recimo tole je ena zame tudi strašno lepa zadeva, ki ima naslov, tako kot še več drugih njegovih del okupacije. Zanimivo je, kako se pri taki, kako bi rekel, robustni in nasilni temi, nasilje in robustnost nikjer ne poznate. Nikjer ni nobenih bajonetov, nobenega orožja, ni nikjer. Ampak ena taka nenavadna nostalgija je, ki te mora vedno prevzeti takrat, kadar gredo okoliščine nesvobode noter. Recimo, če bi Italijani tole pogledali, ki so okupirali Italijo, oprostite Ljubljano, pa je zagradili žico, bi po mojem mnenju v najglobljem antičnem jedru moralo začrvičiti. Ker on jim je z antiko povedal, da so v resnici barbari. Kljub temu se je antika na njihovih tleh dogodila. Ena figura je takšna popolna, druga tista, ki je pravzaprav nikjer nič ni, je prosojna, ampak vendar letale prosojnost joče, ampak Italijani tega niso opazili. Hvala Bogu, da niso slike videli in da niso prebrali njenega naslova, drugače bi po mojem imel težave. Se vi, gospod Travica, mogoče spomnite, kako je vaš oče izražal
žalost, mogoče potrtost ali veselje? Ja, potrtost bolj s tem, da se je zaprl vase, ne? Ker on je v bistvu je bil zelo svetla in pozitivna natura. Ampak vendar se je on čutil osamljen, kar naredimo. Čeprav je zelo družaben, on je rad hodil tudi ven in je tudi včasih kakšen kozarček spil, pa je rad tudi ljudi zabaval, dosti se pogovarjal. Ampak vendar mislim, da je on se ni čutil razumljenega od svoje okolice. In v takem primeru je pa umolknil. Tudi ni govoril, kaj veliko, saj on je bil po vojni tudi v preiskovalnem zaporu, ne? In to ga je stalo potem, zato ga vi niste nikoli srečali. Ker si je želel priti na akademijo, on bi takrat vse naredil, ker grafiko ti ne moreš delati, rabiš določene stroje, rabiš vse to in to mu ni bilo potem več omogočeno, ampak skozi tisto je sicer on začel tem najlepše stvari delati, ker se je v atelje zaprl, ni bil več aktivn, ni smel biti, knjig ni več izdajal, nič več ni delal, on ni smel biti javno, ni smel biti aktiven, ne? Tako mar se kdo drug še ne. A bi mogoče lahko Jože rekli, da je v tistem času ta njegov žal, to njegovo zorenje še toliko bolj prihajalo na plan v njegovih delih? Ja, jaz bi rekel, da je bil Maleš tako kot ene vrste lepilo. Lepilo za različne stvari. On je vse združeval stvari, ki po naravni logiki ne gredo skupaj. Strašno navezanost na moderne tokove in seznanjenost z njimi je povezoval recimo s tako, kako bi rekel, enim folklornim čutom, ki ga je imel. Ne recimo takega tipa kot Gaspari ali pa kaj podobnega, ampak tole je spajal skupaj. Spajal je skupaj recimo grafika in slikarja. Povezoval je skupaj recimo slikarja praktika in tistega, ki izda umetniško revijo. Spravil je skupaj, kako bi rekel, eno tako veselo, igrivo naturo in to, kar je bilo v Sloveniji prav posebej hudo, tudi že pred drugo vojno, ornamentalnost jim je šlo strašno na živce. In pri Malešu je te iz francoskega prostora izvirajoče ornamentalnosti in dekorativnosti bilo prav veliko. To, recimo, kritiki so veliko časa potrebovali, da se to prebavili. Seveda niso bili toliko na tekočem kot Maleš s tem, kaj se je v Franciji dogajalo. Ker recimo ob Matissu, ki je sam svoje slikarstvo razglasil, da je to dekorativna umetnost, se nad dekorativnostjo niso nikoli zgražali. Pri Malešu so rabili kar nekaj časa, da so prišli čez to zadevo. Malo jih je motilo tole, kako bi rekel, ta neposreden izraz, ki ga je vse posod čutiti v njegovem delu. Ker se jim je zdelo, da je tukaj od zadaj, to pa izvira iz slovenske nature, premalo mučenja. Kot da je on prehiter in lahko prišel do tega rezultata. Ampak zamenjali so tukaj proces z učinkom. Učinek je bil igriv. Prid do igrivega učinka pa vsak, ki na področju katerekoli umetnosti deluje, ve, to je ena najtežjih stvari. Zanimivo je, da za najbolj igrivo zadevo se moraš najbolj matrati. Vse drugo prej pride. Matisse tudi pravi, nekje ko opisuje svoje risbe. Pravi, jaz sem tako kot ekvilibrist. Celo dopoldne treniram za to, da potem, ko bo prišla publika, z eno samo virtuozno potezo narišem to, kar je treba. In jaz mislim, da je Maleš ravno tako delal. Treniral, zato, da je bilo tisto na koncu takšno, da rečeš, aha, točno tako je prav. Nič več ni potrebno. Vi ste tudi zaključila
študij arhitekture in ste v vašem obdobju študija tudi mogoče kaj ustvarjali, slikali sami. Mogoče kasneje? Ja, torej, da bi prav delala, da bi prav slikala, nisem. Ampak s kolegi sem se pa dobro, ko smo hodili takole slikati, ne smem reči, da nisem znala slikati, ne. Ampak ko sva pa midva z očetom šla, pa sva vsak svojo mapo vzela, pa sva vsak slikala, sem pa popolnoma izgubila veselje, ker njegova je bila barvita, njegova je bila živa, moja je bilo pa sivo, pa nič. Pa sem se sprostila, ko sem izpod njegovega vpliva prišla. Ampak da bi pa sama slikala, pa nisem nekaj poskušala. Ko pogledamo okoli nas, imamo razstavo žensk, pa vse te ženske so tako igrive, pa imajo živahne oči. Mogoče se spomnite svojega očeta, njegov pogled, je bil prodoren, igriv. Pozvati je znal, on dobro. On je videl marsikaj. Jaz njegove oči, ne vem, simpatičen je bil, drugače pa ne bi rekla, da je bil kakšne izrazite. Glede na to, da imate galerijo, mogoče veste, koliko del imate, ali jih je preveč? Ja, zdaj tako grafike bi šlo kar tam preko 2000, ja. Je velik del, ker on je dolgo živel in dejansko on je svoj poklic imel rad in je delal do konca. On je skozi slikal. Jaz vam nekaj slik takih bogih že, kako mi še, ker ni mogel več hoditi, ampak je Čopič je pa še vedno držal, pa roka se mu je tresla, pa nekako se je še tudi podpisal, tudi vedno dole. Gospod Jože, ko opazujete dela slikarjev, dela Miha Maleša, imate mogoče izbor, ko nekatera dela vam bolj sedejo, ko ste žalostni, ko ste veseli, ali jih lahko gledate in občudujete v vsakom občutju. Glede na to, da je bil nekak lerika povezana z Malešem, tak molovski, a je tudi dur motor. Ja, jaz mislim, da je on znal oboje združiti. Zdaj, pri glasbi je nekoliko drugače, ker jo sami izbiramo. Likovni ustvarjalnosti je pa tako, da pač, ko gremo v galerijo, vidimo to, kar je tam, naše občutje je pravzaprav sekundarni faktor. Zdaj, velikokrat je tako, da nismo disponirani, da bi kaj pametnega opazili. Včasih nas pa kakšna malenkost pritegne in jo vzamemo domov. Ker zato, da lahko recimo prisluhneš kakšni taki linearni artikulaciji, ki je na nek način skrčena na minimum tega, kar mora biti, da motiv sploh obstaja. Tega pravzaprav vedno ne moreš doživeti, ker za tako čistost rabimo po eni strani trening, po drugi strani pa tudi, da se osredotočimo. No, problem današnjega časa je po tem, da se razmeroma težko osredotočamo. Ljudje so prej vajeni gledati ali pa videti 10,000 slik v enem dopoldnevu, kot pa eno. Recimo, moji študenti tako po 30 sekundah, če je dias, so vsi zdolgočaseni, ker nimaš kaj videti. Potem jih pa jaz moram prositi, da samo enega gledajo 1 uro pa pol. In na koncu ugotovijo, kaj vse se iz enega diasa, iz enega dela da dobiti. Ker če jih vidiš 1000 na eno dopoldne, to je ravno tako, kot da bi prebral 1000 naslovov na hrbtih knjig v kakšni knjižnici. Noben sploh ne bi uspel dol vzeti, pa noter pogledati. Tudi za avtorja ne veš, samo toliko se zavedaš, da si nekaj videl.
No, Maleševa dela so, vsaj nekatera, recimo tista najbolj prečiščena takšna, da ti dajo veliko zagledati. Kljub temu, da na njih na prvi pogled ni veliko podatkov. Ampak če želi gledalec doživeti to neko izkustvo, priti v stik s samim delom, samim umetnikom, to pomeni, da se mora najprej vzeti čas, se poglobiti, mogoče upočasniti ritem življenja. Je mogoče to današnja težava, da ne znamo več gledati srcem, kot je rekel Mladi princ, da je to izkustvo sekundarnega pomena. Ja, ko si že ravno omenila Malega princa, ena druga zadeva je pri njem taka, ki gre v tale kontekst zelo dobro. Mali princ pravi, pa kako nori so ljudje v 3000 vrtnicah, ne vidijo tega, kar vidim jaz v eni. No, in mislim, da smo mi taki mali princi. 3000 Malešev moraš videti, da ne vidiš niti enega. Bi bilo pa dovolj, če bi se enega ogledal, se uživel. In mislim, da so umetniška dela, ali pa z mojega stališča imajo danes tako veliko vrednost samo zato, ker nas uspe osredotočiti na nekaj. Če nas, recimo, internet razprši na milijone mest, na milijone slik, nas umetnina zbere. To pomeni, kvantiteti se odpovemo, kvaliteto pa dobimo. No, jaz se tukaj vedno spomnim na eno metaforo o reki. Če reki razširiš bregove, je njena gladina čedalje nižja, reka je čedalje bolj počasna in nič pametnega ne more narediti. Če pa reki zožiš bregove, postane močna, deroča, lahko žene kakšno mlinsko kolo ali pa turbino. Da jaz si predstavljam, da so umetnine take zožene reke, ki imajo močan padec. Samo človek mora to opaziti. Nekateri se takih rek z močnim padcem prej ustrašijo, pa rečejo, bož, da malček počofatan po tisti vodi do kolen ali pa še malo nižje, pa gredo kar naprej. No, bilo so napravljene raziskave, koliko časa si povprečen gledalec v galeriji ogleduje kakšno umetniško delo. V sekundah se je to merilo. Mislim, da je bilo 35 sekund in gre naprej. Ker vidite, to je ravno tako, kot Mali princ pravi, 3000 vrtic moraš imeti, pa nimaš občutka, da imaš sploh katero. Nič ne vidiš v njih, samo veš, da jih je 3000. Povejte, gospod Travica, v tej vaši galeriji je zelo živahno umetniško dogajanje. Kaj zdaj pripravljate? S čim se sedaj ukvarjate? Trenutno sem v dogovoru, oziroma da je že v tisku knjiga Maha. Karl Hynek Maha je napisal Pesnitev Maj. Maha je bil sodobnik Prešernov in sta se tudi osebno poznala. Ker je moj oče študiral v Pragi, ker se je potem tudi s Prešernom ukvarjal, je on eno to pesnitev ilustriral in ilustracije so nekje enakovredne Prešernovemu vencu, tudi višek njegovega ekspresionističnega izražanja. In ker so te ilustracije zelo lepe, sem zdobila enega prijatelja, ki ga nekateri poznate, Jožeta Glavsa, ki je tudi sodeloval že pri nas in smo že imeli njegovo razstavo tukaj. On je pa osebni prijatelj z veleposlanikom na Češkem v Ljubljani. In mi smo enkrat tja šli, smo veleposlanika navdušili in je šlo češko veleposlaništvo v ta projekt. Oni so izdali, oziroma zdaj je v tisku knjiga, ponatis Mahovega Maja z Maleševimi ilustracijami. S tem, da bo zdaj to dvojezično, češko-slovensko, uvod češkega umetnostnega zgodovinarja, naše umetnostne zgodovinarke, oboje v češkem in slovenskem jeziku. In ta knjiga bo šla samo v namene za vzpodbujanje češko-slovenskih odnosov.
Oni jih bojo delili, razdelili jih bojo po vseh knjižnicah po Sloveniji, zato da jih bomo Slovenci spoznali to pesnitev, ki je za njih zelo dragocena. Iskrene čestitke, ampak je veliko dela. Ja, nekaj je že, ne? Kaj menite, a ta čas, v katerem živimo, podpira umetnost ali bolj zavira? Kako bi to? Ja, mislim, da je kot z vsemi ostalimi stvarmi, da so človeške vrednote zdaj malo pod vprašanjem in da je potrošništvo prevladalo na vseh področjih. Se bomo potrudili, ne? Še za kakšne bolj kvalitetne stvari. Se to nikamor ne pelje, ker se gremo zdaj. Kaj pa vi menite, gospod Jože, umetnost v današnjem času jo spodbujamo, ta čas, v katerem živimo, spodbuja umetniško ustvarjanje ali ga upočasnjuje? Ja, to je veliko vprašanje in velika tema, ampak je v neposredni zvezi s tem, kar ste vi prej povedali. Mi imamo tako umetnost, kakršne imamo vrednote. Ja. Točno. Ker je to, gre z roko v roki. Ni drugega. Umetnost pokaže, kaj ena družba ceni. No, mi moramo samo pogledati okrog, pa vidimo, kaj recimo Slovenci danes cenimo. Kaj nagrajujemo, kaj postavljamo na prve strani časopisov in kaj ne postavljamo. No, meni je bilo še prej zelo v redu, ko ste vi povedali o svojem očetu, po moje najpomembnejša stvar. Danes redko dobimo človeka, ki ima svoj poklic, da se zares čuti poklicanega in da ga tudi živi. Danes imamo veliko ljudi, ki imajo službe, pa nimajo poklica. In če smo čisto odkriti, potem je bilo, glede na okoliščine, v katerih se je vaš oče rodil, malo verjetno, da bi iz tega sveta izšel kakšen umetnik. Nič ni kazalo v tistem okolju. Ne. Ampak tale, kako bi rekel, tale rastlina, ki je bila v njem, je prerasla vse okoliščine, dosegla recimo nepredstavljive zadeve glede na horizont njegovega okolja. To je nekaj čisto fascinantnega. Da se recimo v nenaklonjenih okoliščinah rodi ena taka osebnost in je te okoliščine ne morejo zadušiti. Kaj pa vi menite, gospod Kravica, k čemu ste poklicani? Kaj je vaše poslanstvo, ki ga živite? Jaz sem en majhen členček, en vezni člen. Nekaj otrok imam, nekaj vnukov imam, upam, da bodo dobro rasli naprej. Mene familija vse pomenila, mi še danes. In da se pač ukvarjam še z očetovo dediščino, kolikor se da. Vem, kaj, jaz sem pač en v verigi. V skupnosti. Mogoče Jože? V skupnosti, ja. Tvoje poslanstvo, tvoja poklicanost. Jaz bi rekel, da je malo drugačna kot Maleševa, ampak v osnovi prav ista. Torej, na drugačen način mi dva živima to svojo poklicanost. In to je tudi eno od posebnih darov. Recimo imamo danes zelo nadarjene mlade ljudi, ki imajo veliko težavo, torej, ki bi lahko počeli vse. Ampak se ne morejo za nič odločiti. In to je velika težava. Tako da mislim, da je dar, če ti je tale odločitev tako rekoč podarjena. Nič se ti ni treba odločiti. Jaz mislim, da se vaš oče ni odločil, ali bi bil mlinar, ali bi bil recimo strojni inženir ali pa kaj podobnega, ampak je mogoče še sam prav dobro ni vedel, tale odločitev že bila v njem postavljena, in je preprosto samo delal v to smer. Gospod Maleševa, povejte, kateri je pa vaš najlepši cvet? Imate najlepšo rožo? A ni vsa narava lepa roža zdaj, ki tako lepo odzvoni? Nimam nobenega izbora posebnega.
vsak letni čas svojo cvetlico uživate v naravi. Ja. Mogoče najlepše delo imate od svojega očeta, katero delo vam je posebno pri srcu? Ja, tale mi je prav gotov, tale slika, ki imate tukaj legor. Tole se je on menil, to smo imeli doma dolgo časa, ker je pač nabožno, ne. In so se menili, v Želimlah je prišel en župnik, ne vem, kateri je prišel, in sta bila že čist zmenjena, da bo šlo v Želimle tole. Pa tistega župnika ni bilo, pa je bil pa užaljen, pa rekel, tako, jaz bi mu to šenkal, ne, on pa še pride noče, ne. No, zdaj je to v Kamniku, ne. To je v Kamniku. Ja. Nekako lepa Roža Marija. Jože, kaj bi ti kot slikar rekel na to delo? Ja, tole je pa moje, kako bi rekel, eden od tistih primerov združitve modernega in folklornega. Recimo, meni je tale slika tako kot kakšno lectovo srce, samo v mnogo bolj kultivirane obliki. Zanimiva sta pa tale dva obraza. Veste, vse okrog je slikovito. Pa tale obraza sta pa takšna, kot da sta, kako bi rekel, zazrta v eno drugačno dimenzijo sveta, ki je manj folklorna, ki je manj praznična, ki ima še kakšne druge odtenke od zadaj. No, jaz bi rekel takole, zdaj, ko sem prelistoval tale Malešov opus v monografijah, ki so mi bile dostopne, bi rekel takole, da če govorimo o ženskah, potem moramo pri Malešu govoriti o ženskah na tej relaciji Eva Marija. Eva, ki nam prikazuje, recimo, kaj so tole organskost, mladostnost, kako bi rekel, tale življenjski potencial, in pa Marija, ki na nek način presega te horizonte, ki gre nekam drugam. Se vidite, na začetku smo pravzaprav začeli s to dvojno združitvijo Maleševega zanimanja za atraktivno zunanjost in za koncentrirano notranjost. Zanimivo je tudi, kako je znal neverjetno dobro delati v svojem času in v tradiciji. Tale slika je tipičen proizvod, kako bi rekel, tradicionalne motivike, tradicionalnih, recimo, oblikotvornih načinov in prav modernega slikarskega izraza. Se mogoče tale župnik ravno zaradi tega izraza ni prišel. Ravno zaradi te modernosti, ravno zaradi te zvestobe Maleševemu času. Motiv bi še vzel, način, kako je bil naslikan, pa ne bi vzel, kljub tej slikovitosti. Biti umetnik, biti slikar in za svoj čas napreden, globok, je velikokrat za tega, ki ustvarja težava. Za vse nas, ki pa to občudujemo, pa ena vrsta blagoslov in ver, kjer se lahko napolnimo in iz koder tudi lahko črpamo našo nadaljno energijo, naše nadaljne moči. Na tem delu so lepo prikazane tudi modre oči Jezuščka, pa črne oči Marije. Mogoče, kakšne oči je imela vaša mati? Zelene. Zelene? Se vidiš, koliko zelene je naokoli. In kot veste, o čem je velikokrat skrito tisto globe, tisto resnično, ki ga pa občutimo in odkrivamo v odnosih z najbližjimi in z drugimi osebami. Najlepša vam hvala za današnji večer, za to, da ste bila naša gostja. Hvala, gospa Travica, hvala, gospod Jože.